Poslušal sem oddajo, dokumentarec, ki je govoril o glukih. In to so bili starejši gospe, pa gospodje, ki so povedali, kako je bilo včasih pred 50, 60, 70 leti težko, če si bil gluh. Ne samo, da niso znali gluhih vključiti v družbo, velikokrat so se celo norčevali. No, in me pa zelo presenetila ena starejša gospa, ki je pa rekla, jaz sem tako hotela v šolo. Vse moje sošolke, vse moje prijateljice so šle v šolo, meni je pa mama rekla, ti pa ne moreš v šolo, ker ne slišiš. A si predstavljamo, kakšna stiska je bila pri tem dekletu pred toliko leti. Sem pomislil, ko smo mi šli v šolo, zdaj je to drugače, ko ste bili svetli, vse drugače. Ampak ko smo mi v šolo šli, vsak dan je bilo treba v šolo. To je bilo kot mučeništvo, mislim, to je pekel na zemlji. A ne, nekdo si pa želi iti, pa nima možnosti. Mi danes vstopamo v Jezusovo šolo. Mi smo v večini že od rojstva v tej šoli Jezusa kralja, ampak mi vsi vemo, da ni tako lahko v tej šoli. Vsak, kdo je v občestvu cerkve, se mora srečati tudi s težavami, ko smo skupaj, pride tudi do napetosti, pa se malo pokregamo. Ni prijetna ta šola, ni vedno dobro. In vsi vemo, da tako kot morate v šoli, je res grozno in mučeništvo, ampak vsak dan je treba premagovati kakšne težave. Vsak dan je treba se boriti z učitelji, pa z ocenami. Pa ko boste prišli v srednjo šolo in na fakulteto, potem, ako Bog da, bodo izpiti, ne bo lahko. Včasih treba tudi kakšno noč žrtvovati za to, da boš naredil izpit. Jezus je res kralj, ampak ne ponuja samo lepe dvorane, pa sjajnega kraljevega sprejema, ampak ponuja nekaj zelo bistvenega za nas. To je križ. To je njegova šola. Ne gre drugače kot s križem. Seveda, enemu ga da pri krstu, tako kot v večini nam vsem, nekomu ga da čisto na koncu življenja. Danes smo slišali o nekom, kateremu je izročil križ čisto na koncu življenja. Kdo je bil to? Komu je Jezus dal svoj evangelij, poslanstvo, da postane boljši čisto na koncu? Pa ste poslušali evangelij? No? Bravo. Rečemo mu desni razbojnika. Danes Luka drugače govori, sta bila dva, ampak iz drugih evangelijev zvemo, da je bil tudi desni razbojnik. Zdaj pa še vprašanje za starše, kako pa je ljudsko izrečilo dalo ime desnemu razbojniku? A kdo to ve? Dizma, bravo, lepo. No, vidite, v šoli se tudi kakšno petko dobija, ne? Glejte, desni razbojnik je bil prav tako v šoli Jezusa kralja, ampak je moral zanj pričevati s križem. In je na koncu življenja popravil vse, kar je pravzaprav, pa ni bilo tega tako malo, če ne se ne bi zaslužil take grozne smrti, je moral popraviti in je na koncu naredil ta izpit. In jaz vam vsem želim zdaj v zaključku cerkvenega leta, ko predno začnemo znova, z adventom, da bi radi sprejeli svoj križ, da bi radi hodili v šolo, da bi radi delali izpite, ker brez truda ne gre v življenje. Moramo se truditi, tako pač je. Pa da bi znali se veseliti tega, da smo skupaj v vseh občestvih, v skavcih, v cerkvi, v župnijah, ker morda mnogi bi radi prišli k nam, pa zaradi takšnih ali drugačnih okoliščinah ne izvedo, kako lep je včasih tudi križ. Ne smemo tega pozabiti. Križ ni samo težen, ampak je tudi lepota. Zdaj vas pa povabim, da izpovemo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od oči